Demokratski stranki podpiramo interpelacijo proti ministru za zunanje zadeve, gospodu Erjavcu. Predvsem zaradi tega, ker je dejansko zunanja politika Slovenije v zadnjem obdobju in lahko rečemo tudi v celotnem obdobju premalo strateško naravnana tistim integracijam, katerih dejansko člani smo. To je predvsem Evropski uniji in NATO. Preveč je naravnana k drugim vzhodnoevropskim državam in seveda tudi Rusiji. V tej povezavi so nekatere izjave gospoda zunanjega ministra glede reševanja krize med Evropsko unijo, med Evropo in Rusijo in seveda med celotnim svetom in Rusijo ob zasedbi Krima, bom rekel, nepremišljene in ne dajo dovolj verodostojnosti slovenski zunanji politiki in tudi slovenska zunanja politika se izgublja, pravzaprav je nikjer ni. Tudi v stališčih, ki jih predstavlja Ministrstvo za zunanje zadeve in katerega vodi gospod Erjavec, lahko zasledimo zelo veliko medlosti, nedorečenosti, ni nekega osnovnega cilja glede aktualnih vprašanj danes v Evropi, v svetu, kot seveda tudi ne glede zunanje politike v Sloveniji. Tako ni odločnih stališč glede migrantske krize, glede spoštovanja šengenske meje, Dublinskega sporazuma. Stališča niso jasne niti glede odnosa do Ukrajine oziroma Krima, v povezavi seveda z zasedbo Krima. Stališča niso jasna glede sporazuma Evrope in Združenih držav Amerike. Skratka, zelo medlo zunanjo politiko imamo, ki se seveda kaže v zunanjem okolju, predvsem v zmanjšani kredibilnosti Slovenije in seveda tudi v, bom rekel, nespoštovanju stališč Slovenije, oziroma jaz bi na drugi strani rekel kar v tem, da se enostavno ta stališča ne upoštevajo. Tudi na gospodarskem področju, oziroma na področju gospodarske diplomacije, ti učinki niso vidni. Učinki gospodarske diplomacije niso vidni. Bom rekel, tudi mreža diplomatskih in konzularnih predstavništev verjetno v tem trenutku ni optimalna, bilo bi jo treba prilagajati, najbrž tudi, oziroma mi menimo, da tudi razvijajočim se gospodarstvom v svetu, kar pa v Sloveniji ni praksa in tukaj se gre, bom rekel, za neko zatečeno stanje, ki pa seveda ne prinaša dodatnih učinkov zunanjega ministrstva. Tako da to so seveda tudi v tej interpelaciji, bom rekel, v tistem delu obrazložitve temeljni razlogi, ki jih v Slovenski demokratski stranki navajamo za to, da podpiramo to interpelacijo zoper zunanjega ministra Erjavca. Minister leto in pol, kolikor obstaja ta vlada, ampak že kar nekaj časa, poleg tega tudi te afere glede arbitraže pa goljufivi diplomati so že precej stare, več kot pol leta. Zanima me, zakaj ravno zdaj, glede na to, da ste menda že kar nekaj časa v lanskem letu napovedovali to interpelacijo. Kaj je tisto ključno, zakaj ste se odločili, da jo vložite zdaj? Jaz mislim, da se pač določene zadeve kopiči in so se tudi nakopičile na Ministrstvu za zunanje zadeve. In dejansko, bom rekel, je na nek način ta interpelacija lahko tudi za gospoda premierja državotvorno dejanje, da bi lahko, bom rekel, zamenjal pač neučinkovite in predvsem neverodostojne ministre. Tako da jaz mislim, da tukaj gre to pomoč miru sebe. Ja, ali ste k interpelaciji povabili še kakšno drugo opozicijsko stranko? Če ja,
zakaj se niso odzvali, če ne, zakaj jih niste povabili. In v bistvu ta interpelacija na nek način tudi interpelacija v bistvu ministra, ki ga je koalicija leta 2012 upeljala v zunanjo politiko, ne, gospoda Erjavca, ne. Takratna vlada ga je postavila na to pozicijo in nekako zasidrala v tej zunanji politiki, ne. To je na nek način zanimiv moment, ne, obrat, bi se rekla. Zdaj, če lahko na to vprašanje samo dodam, da glede tudi povabilo v vlado z leta 2012, seveda nobeno ministru ne zagotavlja službe za nedoločen čas kot minister. To verjetno dobro veste tudi iz prakse, tako da No, takrat je bil dober minister. To ni noben razlog. Ne vem, če je bil takrat dober minister, mislim, da ne, če sem mu bila pol odzeta pooblastila, ne.